Danes pa se želim dotakniti malo mogoče negativne tematike glede spletnih strani oziroma tematike, da v bistvu tvojih strank ne zanimaš ti, ampak kako lahko rešiš njihov problem. In zdaj, ne me narobe razumeti, seveda potencialno stranko verjetno zanimaš tudi ti, sploh če gre za kakšne storitve, kjer delaš individualno, 1 na 1 in tako naprej. Ampak to v bistvu ni najbolj pomembna zadeva, ki tvojega obiskovalca na spletni strani oziroma potencialno stranko zares zanima. Novi obiskovalec bo običajno pride na spletno stran z razlogom, ker išče rešitev za svojo težavo. In če v roku 5 sekund, 3 do 5 sekund, ne dobi odgovora na vprašanje, je tukaj zame rešitev, ki jo išče, je velika verjetnost, da bo stran zapustil. Tudi, če je tvoja ponudba najboljša za njega oziroma zanjo. Zdaj, zato, je fajn, da na vstopni strani ne uporabljamo vsebin, kot so dobrodošli na moji spletni strani in kaj podobnega, ali pa celo, da na začetku že takoj začneš predstavljati sebe in daš v ospredje sebe, ampak da v bistvu daš v ospredje to, kaj bo rešitev za tvojo idealno stranko. In da ji odgovoriš torej v prvih 5 sekundah z odgovorom, ali je tukaj rešitev, ki jo išče. S tem bo v bistvu obiskovalcu na spletni strani tako jasno, ali je to vsebina, ki jo išče, ali je tu njen odgovor, in bo verjetno potem tale obiskovalec tudi nadaljeval po branju oziroma brskanju po tvoji strani. Zato si lahko tako v bistvu predstavljaš, da v ospredje v resnici ne daješ sebe in pa svojih problemov in tako naprej, ampak v ospredje daješ svoje idealne stranke. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.